Pozdravljeni! Knjiga je nastala na podlagi najinih praktičnih izkušenj na področju svetovalnega dela in terapevtskih obravnav, kjer ugotavljava, kako izjemno pomembno je pravočasno prepoznavanje stiske pri mladostniku za preprečevanje tragičnih dogodkov, kateri smo priča v zadnjem obdobju. Vsebina knjige bralcu nastavi zrcalo, kaj je tisto, kar ta lahko pri sebi še spremeni, kateri so skriti potenciali, ki jih lahko še razvija, oziroma katere slabosti lahko pri sebi spreminja. S tem, ko gradimo sami na sebi, spreminjamo svet okrog sebe. Prav tako je od interpretacije otrokovega vedenja odvisno naše dejanje. Naprimer, če učitelj označi učenca z negativnim vedenjem, bo ta nehote dobil občutek negativnega človeka. Čustveno in socialno neprilagojeni otroci pa so čedalje večji izziv sodobnega šolstva. Za uspešno obravnavo tovrstnih težav in uspešno razreševanje tovrstne problematike v šolah pa je izjemno pomembno poznavanje vzrokov in dejavnikov za čustveno in socialno neprilagojeno vedenje otrok. Vabljeni k branju. Za razumevanje otrokovih reakcij je pomembno poznavanje ozadja njegovega vedenja, da lahko pravilno reagiramo, na primer ga spodbudimo ali omejimo na njegovi poti odraščanja in samosvajanja. Prav tako je pomembno zavedanje nekaterih stopnji psihosocialnega razvoja odraščajočih otrok, da se od otroka ne zahteva preveč ali premalo. Starš ali učitelj v poplavi otrokovih občutkov mora razmejiti med svojimi in njegovimi in se posledično zavedati svojih reakcij v odnosu do otroka ali mladostnika, ki nenehno potrebuje zunanjo kontrolo in regulacijo težkih občutkov, kontrolo nad vedenjem in seveda pristen odnos. Zato je smiselno brati med vrsticami otrokovih reakcij. Konkretne odgovore in primere najdete v knjigi Nastavi me zrcalo.